Državni zbor je sprejel novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki bo omogočila dodelitve finančnih sredstev prizadetim občinam v obliki akontacije do 40% predhodno ocenjene škode. Ta bo predvidoma pripravljena do 1. septembra. Novela tudi razširja upravičenost do subvencije pri škodi v kmetijstvu. Novela poleg tega vsem, ki so v preteklosti prejeli posojila od javnih skladov, omogoča, da zaprosijo za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Obilne padavine so bile tudi na nekaterih delih Gorenjske in so povzročile poplave in zemeljske plazove. Mnogi so bili odrezani od sveta, nekaterim gluhim pa je voda kar tekla po elektriki. Ko je vodstvo MDGN Auris Kranj po vodni ujmi prvo noč dobilo posnetke od članov, se je takoj odzvalo s pomočjo. In Zlata je že prvo noč to spremljala in že takoj naslednji dan smo šli po eno občino, na CSD, Karitas in to, da smo vsaj tisto najnujnejše zadeve lahko uredili za našega člana. Moram reči, da smo spremljali po vseh občinah. Najhujše je bilo recimo v Tržiču, kjer so nekateri gluhi ostali odrezani od sveta, kjer je voda in plazovi so odnesli edino cesto, ki jo imajo do doma. V Kranju je bil naš član dobesedno brez strehe nad glavo in mu je poplavilo vse, celo bivalno površino. Na Jesenicah je bil en velik plaz, ki je ogrožal celotno naselje Koroška Bela, tam živi naš naglušen član, težko naglušen, s cerebralno paralizo in res težko spremljati te njegove objave in verjamem, da težko človek spi, ko ti nikoli ne veš, kdaj se ti bo plaz odnesel hišo ali pa celotno naselje. Iz občine Žiri nam je naša gluha članica že takoj na Facebook zjutraj objavila te šokantne posnetke, poplavilo hišo, vrt, dvorišče pa celotno naselje. En mesec nazaj smo bili pa na obisku, ko je dobilo občinsko priznanje, pa smo videli, kako lepo je imelo urejeno in ko to vse čez noč izgine, je pa težko gledati. Za take nepredvidljive dogodke se je v bistvu res težko pripraviti. Meni se osebno zelo dobro zdi, da smo se takoj aktivirali kot društvo, kot predsednik, sekretarka pa celotna ekipa, da smo delovali enotno in spotoma reševali zadeve. V bistvu se je zdaj pokazalo, da je tudi Facebook zelo pomemben člen v tem obveščanju članov, v spremljanju dogodkov, vsaj nudenju te moralne pa strokovne podpore. Mislim, da največ ljudi v začetku rabijo neko moralno spodbudo ali pa občutek, da nekdo stoji za njim, da jim lahko pomaga, da se lahko obrnejo kamorkoli. Ker gluhi in naglušni res težko sami, pokličejo gasilci, pokličejo kaj drugega, vse to gre preko društva. Društvo je tisti vmesni člen pa koordinator, ki si pa vse te zadeve rešujejo in mislim, da smo si kot ekipa odlično obnesli. Gluho Polono Kupina iz Žirov je reka Sora presenetila, ker je hitro zalila klet v njenem domu, zato ni imela časa stvari premakniti v zgornje prostore.
Najhujše je bilo to v bistvu spremljati, tudi tako kot je Polona objavila, to je res težko gledati. In v bistvu se počutiš nemočnega, ne moreš pomagati, ker je bilo vse zaprto, nedostopno. Lahko samo pišeš kakšne spodbudne besede po Facebooku, tudi Poloni smo napisali takoj, če kaj rabi, kako lahko pomagamo. Ampak potem pa začne tudi jaz ali pa v društvu začnemo razmišljati, kako bi tem ljudem še kako drugače pomagali. Vlada je zaradi velike prizadetosti po poplavah določila 14. avgust kot dan solidarnosti in dela prost dan. Prostovoljcem, ki pomagajo pri sanaciji, bo tudi financirala 7-dnevni izredni dopust, prizadetim podjetjem pa ukrep višje sile in čakanja na delo. Za pomoč prizadetim v poplavah se je javilo več kot 15.000 prostovoljcev, tako da so morali njihovo število ponekod zaradi logistike omejiti. Odpravljanje posledic poplav bo na prizadetih območjih trajalo sicer še mesece ali celo leta. Ko najbolj potrebujejo tisto moralno podporo pa strokovno podporo. Naslednjo potrebujejo tudi fizično pomoč. Že res, da so imeli nekateri zavarovano, ampak zavarovanja bo zelo malo dobili nazaj. In na koncu pa potrebujejo tudi konkretno finančno pomoč, da saj prebudijo te začetne težave, ker karkoli že bilo zavarovano, bo absolutno premalo za povrnitev vseh stroškov pa za neko konkretno sanacijo. Zato smo tudi takoj sprožili eno akcijo, takoj v društvu, na Facebooku. Spremljajo nas vsi, mislim, te naše zgodbe zdaj berejo po celi Sloveniji, se delijo po Facebooku, pomagajo in člani, in tolmači, združenje tolmačev, tudi spletne TV. Mi veselimo, da smo skupaj in jaz verjamem, da bomo vsi skupaj naredili nekaj dobrega. Sej vsaka, če najhujša katastrofa, nekako izpostavi, da še zmeraj ostajajo dobri ljudje, da še zmeraj zmaguje solidarnost in dobronamernost in jaz verjamem, da bomo vsi skupaj naredili eno dobro zgodbo. Finančna uprava Republike Slovenije glede prejema humanitarne pomoči opozarja, da prejem humanitarne pomoči lahko pomeni nižanje socialnih transferjev. Prejemnik je v prejemu pomoči oproščen plačila dohodnine le v primeru, če pomoč prejme od organizacije, ki ima status humanitarne ali invalidske organizacije. Prav tako je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo skupaj z dobavitelji elektrike zasnovalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom od avgusta do konca leta zagotovilo cenejšo električno energijo, po kateri se jim bo ta strošek lahko znižal za skoraj 60%. V ta ukrep, ki bo stal 1,5 milijona evrov, bo po grobih ocenah vključenih med 4.000 in 7.000 gospodinjstev, katerih domovi so bili poplavljeni. Predsednik MDGN Auris Kranj Boris Horvat je nemudoma s sodelavci društva začel z akcijo pomoči. Prav tako je društvo pristopilo k akciji zbiranja sredstev tudi za gluhega Bojana Jovanoviča iz Kranja, ki živi sam s svojim psom Haskjem, ki nujno potrebuje varno zavetje. Bojanova hiša se je namreč po zadnjem neurju znašla v nevarnosti. Veter in dež sta z odkritjem strehe in podrtim dimnikom razkrila, da je njegova hiša zgrajena brez cementa, kar postavlja pod vprašanj njeno varnost in trajnost. Bojan potrebuje novo streho in pravzaprav tudi nove temelje, saj je vprašanje, ali bi statika hiše dopustila takšne obremenitve, voda pa je spodkopala tudi nosilne stene. Njemu je elektrika, voda dobesedno tekala po električni napeljavi, že to je, bom rekel, smrtno nevarno.
že res, da živi v težkih razmerah, v dotrajani hiški, ampak treba mu je pomagati. No. Treba mu je rešiti to zadevo. Mislim, da če vsi skupaj stopimo, bomo lahko naredili neko novo hiško ali pa vsaj nek dom, kjer se bo spet počutil varnega in pa z občutkom, da če ljudje stopimo skupaj, mu lahko pomagamo. Rad bi povedal to, no, kot sem že omenil, vsaka katastrofa pokaže, kdo si želi pomagati, kdo je pripravljen sodelovati, kakorkoli že. Vsaka pomoč je dobrodošla, tudi lepa beseda. Danes, ko je pravzaprav res dan solidarnosti, bi se rad zahvalil vsem, ki sodelujejo pri naši akciji, predsednikom in sekretarkam društva, vsi, ki so nas poklicali ali pa karkoli že pomagali. Kot sem rekel, tudi tolmači sprožajo posebne akcije, da pomagamo gluhemu članu. In rekel, res osebno en velik hvala vsem za kakršnokoli pomoč in verjamem, da skupaj zmoremo tudi nekaj dobrega narediti. MDGN Auris Kranj poziva, da se pridružite njihovi akciji in pomagate Bojanu zgraditi novo streho nad glavo. Za vaše donacije je odprt transakcijski račun pri medobčinskem društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Huje 23A 4000 Kranj, številka TRR-ja SI 56 02 06 8 001 7219 862 z namenom Bojanova streha nad glavo.